Mogoče bi za začetek omenila, da je ta razstava bila pripravljena res z mislijo na to, da bo postavljena tukaj, oziroma Lina je dela ustvarjala specifično za ta prostor, jih razvijala tudi dlje časa in se mi zdi, da je očitno že glede na to, da so nekatera site-specific, se vidi, da je veliko razmišljala o prostoru in se mi zdi, da ga je res izkoristila optimalno, no. Druga stvar, ki se mi je zdela zanimiva, je, da gre v resnici mogoče za razstavo, ki jo malo niso obiskovalci pričakovali, vsaj tisti, ki poznajo Linina dela, ker so njene razstave običajno, kako bi rekla, imajo prisotnega več videa, več svetlobnih objektov, instalacij, morda bolj so nekako novomedijska, medtem ko tukaj je razstava zelo grafična, če lahko tako rečem, veliko je ročnega dela, ampak se mi zdi, da kljub temu nekako njen duh ostaja prisoten. Še vedno je tukaj veliko uporabe besed, uporaba spletnih podatkovnih baz za raziskovanje besed in pa tisto, kar je podstat njene umetniške prakse v vsebinskem smislu tudi že praktično od samega začetka, in to je neko raziskovanje od časa. Na tej razstavi se ukvarjam s procesi, ki potekajo skozi čas, torej procesi kot so minljivost, trajnost, razpad in sprememba. To sem nekako pogledala čez prizmo mojega osebnega časa in z uporabo nekakšnih sodobnih orodij, kot je internet ali pa novejše tehnologije v tehniki grafike. To sem na razstavi prikazala čez 5 različnih del. Tukaj recimo vidimo delo Everything. To delo sem vzela kot eksperiment, ker je prvič, da sem delala nekaj takega. In tukaj na razstavi je v bistvu tudi predstavljen na taj način. Je v bistvu delo, katere je na en način bi se lahko povedalo živo, it's alive, zaradi tega, ker se dokler je razstavljeno, se jedka. Torej, to, kar sem uporabila, je cinkova plošča. Torej, to je relativno nova tehnologija v grafiki, katera se uporablja zadnjih 23 let, kjer se uporablja sol, voda pa modra galica. Pravijo, da je Goya uporabljal tudi tu tehniko, ampak da se pol v enem momentu izgubila. In torej, tukaj, ker sem hotela, da se zgodi taj proces razpadanja in zaradi tega ta beseda everything, kao vse razpada, ampak tudi to, kar je ostalo po razpadu, je naredilo plasti, torej tudi je taj moment, da sve ostaja, sve razpada in sve ostaja. Na tej razstavi gre bolj za ukvarjanje s samo percepcijo časa, z družbenimi procesi in pa njihovimi vplivi na posameznika. Tudi sama dela zelo jasno kažejo na neko minevanje, razpadanje, spreminjanje. Recimo, če pogledamo videoprojekcijo Sleeping Beauty, opazujemo pač stavbo v razpadanju, različne poglede v ta prostor, ki ga načenja zob časa. In pa drugo delo, ta eksperimentalni objekt, ne vem, če mu lahko rečemo zares grafika, je pa grafično inspirirano, napis Everything, ki dobesedno cel čas razstave razpada pred našimi očmi, se pravi, vse razpada. In če pogledamo še malo bolj natančno, pobliže kontekst reference razstave, je jasno, da se dotika časa območja naše skupne zgodovine, v bistvu bivše Jugoslavije. Meni recimo, ko sem sama približno
enake generacije kot Lina, morda par let mlajša, morda zato se malo manj intenzivno spomnim svojih zgodnjih otroških let, ampak vseeno, ko sem govorila tudi z nekaterimi obiskovalci razstave, rojeni v poznih 70-ih, zgodnjih 80-ih, se mi zdi, da res ne gre za naključje, da Lina Rica na tej razstavi razmišlja o lastni in pa tudi o kolektivni zgodovini, o nekem spominu, ker v resnici pač v drugi državi se je rodila, je preživela otroštvo, nekako najstniška leta in ta čas iskanja sebe, neke lastne formacije, je potekal v času velikih sprememb, tudi v svetovnem merilu. Pač to obdobje 90-ih in neke tako imenovane tranzicije je nedvomno vplivalo na nas, hkrati pa je sedanji čas močno drugačen in v tehnološkem, v družbenem smislu pač. In se mi zdi, da ne gre spregledati. Kljub temu, da smo malo časa dejansko živeli socializem, smo bili nedvomno vzgajani od ljudi, ki pa so ga živeli in ki ga morda mentalno še vedno imajo za bolj prisotnega, kot v resnici v praksi nekako je. Tako da s to razstavo se mi zdi, da Lina tudi res lovi eno občutje, morda res prav generacije, ko se sooča in ko mora živeti v taki mal, kako bi rekla, razklani mentaliteti, se zelo prilagajati in nekako se morda najbolj ne znajde v nekem hudem individualizmu, če tako rečem. V tem kontekstu sta zanimivi tudi dve deli iz razstave, se pravi trenutek, ko se sam pogledaš v ogledalo in pa delo The Self, se pravi spominska značka. Spominska značka je delana prav po zgledu spominskih značk iz nekdanje Jugoslavije oziroma konkretno od Josipa Broza Tita. Vendar je avtorica tukaj zamenjala včasih tako vsem znano podobo svojo lastno, kar se zdi taka zelo humorna gesta, ampak hkrati pa odpira precej vprašanj, kaj pomeni v bistvu danes si ustvariti spominsko značko. Zanimiva je ta forma, ki je v bistvu več kot očitna iz nekega drugega časa, ampak vsebina in sama možnost, da danes lahko kdorkoli izdela tako podobo in jo izdela po lastni podobi, pa se mi zdi, da je zelo, zelo aktualna.